tem odprtem forumu. Slovenska demokratska stranka je sklenila, da v tem predvolilnem času ključno energijo in pozornost ne nameni samo tem običajnim predvolilnim dogodkom in, če se malo pošalim, nekako rečeno predvolilnem goložu, ampak predvsem vsebino. In s tem namenom je tudi organiziran ta odprti forum. Mi smo pred 2 tednoma podoben odprti forum na vrhu prihrani, ker smo se pogovarjali z gospodarstvom, spravi z še enim pomembnim socialnim partnerjem v tem našem socialnem dialogu. Danes ta krog tukaj skušamo skleniti s tem, da bomo poslušali vaša mnenja, stališča in predloge. Dovolite pa mi, da vendarle za uvod povem par stvari. Prvič, to, da neka moderna družba ne more obstajati, da se ne more dobro ali pa v dobro vseh razvijati brez socialnega dialoga, ki je dodana vrednost običajnim klasičnim inštrumentom politične države, parlamentarne demokracije. To ni samo kakšna slovenska predvolilna ugotovitev, to je enostavno evropska norma. Slovenija je v prvi polovici leta 2008 vodila Evropsko unijo, jaz sem predsednik Evropskega sveta in v tej funkciji sem 2-krat vodil tudi socialni vrh na evropski ravni, tudi že udeležbo nekaterih slovenskih sindikatov. In v pripravah na tiste socialne vrhove smo upravili ustno posvetovanje z konfederacijami evropskih sindikatov in različnih sektorjev. In na podlagi teh posvetovanj že čas našega predsedovanja znotraj Evrope začeli tudi neko razpravo, ki se je dotikala bistvenih stvari. Tudi vzrokov tega, če je danes spravljamo svetovno finančne in gospodarske krize. Evropski sindikati, evropske sindikalne centrale so že leta 2008 na podlagi nekaj analiz ugotovile, da se že približno 10 let zmanjšuje delež denarja, ki gre v svetovnem gostilni Evropi, tudi v evropskem gospodarstvu za plače, pravi za delo. In da nastaja nek razkorak in neka anomalija, nekterih država večja, nekterih manjša, ampak v svetovnem merili zelo velika, med tem, kar ne bi bilo neko po običajnih normah pošteno delo, pošteno plačilo za pošteno delo in tem, kar dejansko je v povprečju na trgu. Ti podatki ne bomo zdaj utrujali za številkami, so kazali nek padajoč trend deleža sredstev v globalni ekonomiji, ki gre za plače. In sindikati so takrat dokaj zgodaj med prvimi opozarjali, da bo to pripeljalo tudi do zaostritev in do krize. Če zdaj to pripoved skrajša in jo skušam aplicirati, skušam te ugotovitve deloma aplicirati na našo domačo sceno, potem moram reči, da za naše težave, v katerih danes smo, tudi zaradi tega, kar sem prej povedal, kar je bilo ugotovitev tudi za evropsko, pa je na svetovno ravno, seveda ni krivo to, da bi preveč plačali delo. Oziroma, če hočete, da sem zelo konkretni, za sedanje ne ravno najbolj rožno stanje v Sloveniji in za trende, ki so negativni, niso krivi ne sindikati, ne upokojenci, ne referendumi, kot se v zadnjih časih veliko krat sliši. Upokojenci zato, ker bi prevelik strošek, sindikati zato, ker bi skupaj z opozicijo blokirali reforme in referendumi zato, ker pač omogočajo ljudem, da odločajo takšnih predglasnih rešitev. Za stanje, v katerem smo, je po eni strani, ko gre za zunanje vzroke, kriv pohlep v mednarodnem finančnem sistemu, ta je bil formiran leta 1994
1944 za neke povsem druge razmere, ne omogoča, da bi na tej globalni ravni finančne institucije funkcionirale v skladu s tem, kar so zahteve časa. Pušča se ogromno prostora špekulacije. Nihče ne odgovarja in posledice seveda plačajo običajno tisti, ki so čisto nekje na koncu, ki nekje dejansko proizvajajo in ustvarjajo. Tega problema v Sloveniji seveda ne moramo reči. Lahko sodelujemo znotraj asociacij, v katerih smo, pri iskanju rešitev in poskušamo delati znotraj evropskih institucij. Lahko pa se seveda soočimo s tem, kar je drugi razlog, neutralni razlog za sedanje stanje, to pa je po mojem slabo upravljanje. Za državo v zadnjih letih, ko smo se zadolžili za 8 milijard in ko nič od tega nismo posejali, da bi lahko danes preživeli. In ko govorimo o pomenu socialnega dialoga, mislim, da je najpomembnejše, da na začetku tega socialnega dialoga skušamo priti do neke vsaj približno podobne ocene stanja, v katerem smo. Ali pa še bolje stanje, ki nas čaka po 4. decembru, ali po novem letu, ali jutri. Kajti, če se približno poenotno stanje, potem bomo tudi lažje iskali rešitve za to stanje. Če se tukaj razlikujemo, če so pri teh ocenah prevelike razlike med socialnimi partnerji, bomo pa težko našli prave ali pa pravične rešitve. Če nekdo misli, da je vse dobro, samo še nekaj gledalci moramo sposoditi, vmes bo svet pokreval, in potem bomo tudi mi, treba nič spremeniti. Drugi pa misli, da je treba začeti pri sebi in varčevati, potem so to temeljne razlike v pogledih in v katerih ne spižamo zboljšati iskati rešitve. Tudi s tem namenom smo danes tukaj, da poskušamo, da najprej vas pozorno poskušamo glede ocene stanja. Poskušamo malo zbližati stališča in seveda nadaljujemo ta poskus rehabilitacije socialnega dialoga v bližnji prihodnosti in vse tako. Ne bi imel preveč dragocenega časa, samo še 2 zadevi. Prvič, Slovenija bolj kot kadarkoli doslej potrebuje nek resen socialni sporazum. Mislim, da mora biti to prva naloga vseh, ki bodo ali pa ki bomo izvolili naslednji parlament in tudi vseh socialnih partnerjev. Tem socialnem sporazumu je treba zapisati tako približno poenoteno oceno, vsaj približno poenoteno oceno tega, kje smo, kot tudi, kaj si predstavljamo kot rešitve in na 3. mestu, kaj bomo naredili, zato da jih uresničimo. To se mi zdi izjemnega pomena in naj ne zveni preskromno, če rečem, da morda danes postavljamo tisto začetno črko poskusov, da pridemo do tega pomembnega dokumenta, brez katerega po mojem mnenju Slovenija ne bo mogla niti reševati nakopičenih težav, ki so pred nami, niti poiskati produktivnih izhodov iz te krize, niti napredovati in ponovno ujeti razvojni zagon, kot smo ga pravzaprav imeli večino časa po slovenski osamosvojitvi. In še eno stvar bi lahko počrpal na koncu. Tudi po vseh teh diskusijah in razpravah in tudi po vaših protestih še vedno ostaja zelo očitna zadeva odprta, nenaslovljena, pravzaprav nenagovorjena. Mislim, da se je tudi tega treba lotiti. Odkar je nastopila svetovna finančna kriza, odkar imamo tudi v Sloveniji te težave, po eni strani poslušamo, kako je pač potrebno sanirati finančni sistem, kako je treba pravzaprav kapital, ki je izgubljena nadomestiti za to, da bo gospodarstvo normalno funkcioniralo in vse to je treba narediti. Obstajajo v našem programu, pa tudi v nekaterih drugih programih
načrti, kako se tega loti. Hkrati pa tudi ves na čas poslušamo žalostne zgodbe tisočev, ki so pošteno delali in tega niso dobili plačane. Jaz mislim, da bomo že na samem začetku, ko se pogovarjamo o teh stvareh, reševanje kapitala in dela postaviti na isto ravno. Če bomo tako da drugače solidarnostno reševali banke, ki bomo pač morali, zato da bo gospodarstvo normalno funkcioniralo, potem moramo imeti enak pristop do dela. In do tistih, ki so pošteno delali v Sloveniji, domačih in hočete tudi tujih delavcev, pa tega niso dobili plačano. Tukaj bi težko dali krivdo, sploh ne krivdo na tiste, ki so v tem položaju, se pravi ne delavce, tudi težko posplošeno na podjetnike. Kajti mnoga podjetja so propadla ne zato, ker nečesa ne bi storila, ali pa ne zato, ker ne bi dobro delala, pa ne bi imela trga, pa pogodb in tako naprej, ampak so ta podjetja propadla zato, ker so dobavila izdelke, naredila oziroma upravila storitve, da tega niso dobili plačali. 6000 podjetij je v zadnjih 2 letih propadlo zaradi večine nedisciplina. Tukaj je pa krivda na upravljalce oziroma na državi. In ko gre za tisto končno posledico, se pravi za človeka, ki je delal, pa ni dobil plače, pa je morda dobil samo leto plače, niso dobili plačeni prispevki, je pa odgovornost potem se mi zdi za to, da se sanira tudi na državi. In naš namen je, da postavimo to na isto ravno. Če bomo skupaj solidarnostno in ko bomo morali sanirati Slovenske državne banke, treba sanirati tudi izpad teh sredstev, ki so jih ljudje zaslužili, pa jih nikoli niso bili plačani. In pri podjetjih, ki so šla preposno stečaj in stečajne masi, niti za plače. Na tisoče ljudi je, ki so ta denar zaslužili in so verjetno do njega bolj upravičeni z vidika solidarnosti kot marsikdo, ki solidarnost dobiva, pa zadnji ide, tudi potrebno seveda ne posvoji. Toliko za izhodišče. Želim vam povedati, da mi v Slovenski demokratski stranki skušamo zelo realistično in uravnoteženo gledati na to, kaj nas čaka, da ne favoriziramo ne enega, ne drugega dela partnerstva v tem socialnem dialogu, da je oboje potrebno. Da je potrebno tudi neko ravnotežje, najprej pa je potrebno seveda poiskati vsaj približno enake poglede na to, kaj stoji pred nami. Po naših ocenah, ki smo jih delali ne čez noč, ko so demokratske stranke, ki smo nastala čez noč in napisala programa s pomočjo kakšne PR agencije, po teh naših ocenah bo potrebno naslednje leto poiskati za kakšnih 10% rezerv na nacionalni ravni. Ponekod je rezerv več, ali pa jih lahko najdemo več kot 10%, ponekod jih je manj, ponekod jih pravzaprav ni nič. Ena od ključnih funkcij socialnega dialoga bo tudi to, da skušamo biti pri tem pravični, ko bomo iskali te rezerve. Ampak preden se tega lotimo, mislim, da je treba poenotiti poglede na to, kje smo in predlagam, da s tem začnemo. Hvala.